Torej, letos med 18. in 21. aprilom poteka že tradicionalno 8. regata Ptujčanka, ki se odvija v Biogradu na Muro. Kot že omenjeno, gre za tradicionalno prireditev, ki je športno-družabnega vidika in z mano tukaj tudi Drago Ljubec, predsednik organizacijskega odbora regate Ptujčanka. Drago, koliko je do sedaj prijavljenih ekip? Lep jadralski pozdrav. Do sedaj je prijavljenih 24 ekip v dveh razredih. Kdo se še lahko prijavi oziroma kako dolgo se še lahko jadralci prijavljajo na regato? Kot sem že omenil, je v dveh razredih, torej za prvi razred, to je ta tekmovalni del Elan 340, v bistvu ni več prijav, so se zaključile prijave in tudi so vse ekipe prijavljene. V Open, torej drugi razred, se še pa brez problema lahko do konca meseca prijavijo. In ravno ta druga skupina, skupina Open, je letos tista zanimivejša, ki ste jo tudi prvič uvedli. V čem je posebnost te druge skupine? To je novost. Malo med temi regatami, ki jih poznamo, Mariborčanka, Prekmurčanka, Celjančanka, smo se v bistvu res odločili, da bi poskušali približati jadranje čim širšemu številu jadralcev in ljubiteljev jadranja, zato smo naredili Open razred. Torej, lahko pridejo z barkami velikosti od 9,5 pa tja do 13,5 metrov. Torej, ne omejujemo z določenim tipom, kot je to bilo do sedaj praksa. Lahko pridejo seveda za svojo barko, lahko pa vsekakor organizator tudi priskrbi barko. Ampak, ker te niso več toliko tekmovalnega tipa, pomeni, da je tudi cenovno bistveno bolj dostopno. Tako da lahko tudi vsak, ki bi se želel nekaj naučiti glede jadranja, ne potrebuje svoje jadrnice, ampak se prijavi in se mu tudi določi posadka. Tako. Posebna zgodba so tudi ženske. Vedno ste si želeli čim več žensk, no letos pa imate na štartu do sedaj prijavljenih v skupini Open že 3 ženske posadke. Ja, mislim, da je bilo na prvi regati Ptujčanka 3 ženske, ki so nastopile, torej med vsemi jadralci. Zelo nas veseli, da se število žensk vedno veča in sedaj sem prepričan, da je že nekaj 30% tekmovalcev žensk, zelo pa sem vesel, da so prijavljene že tudi 3 ženske ekipe. No, imate tudi bogate nagrade za vse? Fond nagrad je nekje približno 5000 evrov, kar je v tem času recesije zelo pohvalno, bom rekel. In pa posebnost je tudi pokal, ki ga dobi zmagovalec skupine 340? Ja, največja nagrada je vsekakor prehodni pokal, ki ga dobi zmagovalec prve skupine, torej v skupini Elan 340. Ve se pa, da zmagovalci iz druge skupine, torej prvi 3 iz druge skupine, imajo naslednje leto pravico nastopati v prvi skupini.